Resnični kotiček z Diano na Temi. Kids TV. Dober večer, otroci. Čas je za branje, preden pobegnemo v sladke sanje. Abeceda živali je danes na vrsti in sprašujem se, koliko živali znate našteti za vsako črko abecede? Ali poznate njihove skrivnosti in zanimivosti? Na vsaki strani so tudi vprašanja, na katera vam razkrijem tudi odgovore. Tako se skupaj veliko novega naučimo. No, pa začnimo. A. Antilopa. Antilopa živi v Afriki in v Aziji. Antilope spadajo med najhitrejše kopenske živali. Zanima me, ali veš, katerih 5 kopenskih živali je najhitrejših. Najhitrejše kopenske živali so gepard, antilopa, lev, gazela in gnu. Gremo naprej, na črko B. B kot bik. Bik je samec goveda. V Barceloni, v Španiji prirejajo bikoborbe, v katerih se bikoborci pomerijo z biki. Gremo naprej, na črko C. C kot cesarski pingvin, ki je največji med pingvini. Živi na južnem tečaju, imenovanem Antarktika. Antarktika je celina, na kateri se led čedalje hitreje topi. Morda veš zakaj? Led na Antarktiki se topi zaradi onesnaževanja in posledično zaradi segrevanja ozračja. Gremo naprej, na naslednjo črko. To je črka Č. Č kot čmrlj. Spada v družino čebel. Čmrlji in čebele so znanilci pomladi in čistega zraka. Ali čmrlje in čebele lahko najdemo tudi v mestih? Kaj mislite? Čebele in čmrlje zelo pogosto lahko vidimo v mestnih parkih in povsod, kjer so cvetoče rastline, ki niso škropljene s kemičnimi pripravki. Se pravi je odgovor, lahko jih vidimo tudi v mestih. Naslednja črka je črka D. D kot dihur. Dihur je nočna žival in spada med zveri. Ali misliš, da bi dihur pojedel datel, če bi mu ga ponudil? Ne bi ga pojedel. Dihurji so izključno mesojede živali. Gremo dalje. Katera črka je naslednja? Črka E. E kot emu. Emu je druga največja ptica na svetu. Jajca, ki jih vali samec, so temnozelene barve. Ali menite, da emu lahko leti? Ptič je. Načeloma bi lahko letel. Ampak, prav razmišljate, emu ne zna leteti, zato pa zna plavati in zelo hitro teče, kar 50 km/h. Gremo naprej, na naslednjo črko. F. Fazan je poljska ptica. Najraje živi na polju ali na travniku. Naslednja je črka G. Gepard. Je najhitrejša kopenska žival. Teče lahko tudi s hitrostjo 100 km/h. Gepard spada med ogrožene živalske vrste. Ali veste, kaj to pomeni, da je žival ogrožena? To pomeni, da lahko zaradi človekovega neprimernega ravnanja, lova in spreminjanja življenjskega prostora gepard izumre. To nam ne bi bilo všeč, kaj ne? Gremo naprej, na črko H. H kot hobotnica. Hobotnica živi v morju, spada med mehkužce in ima 8 lovk. Hobotnica je zelo inteligentna, ima neboleč, a strupen ugriz. Ali meniš, da hobotnica lahko ubije in poje morskega psa? Orjaška hobotnica, ki zraste tudi več kot 5 metrov, lahko ubije in poje tudi morskega psa. Wow, tega pa nisem vedela. Kaj pa vi? Gremo naprej. Črka I. I kot iglica. Iglica je riba roparica, ki živi tudi v Jadranskem morju. Ima sabljasto čeljust in veliko majhnih zob.
Ali morda veš, kakšne barve je njena kost? Iglica ima kost, ki je zelene barve. Gremo dalje. Črka J. J kot jelen. Jelen je elegantna gozdna žival, ki se ponaša s košatim rogovjem. Je rastlinojed in živi v tropih, ki jih vodi samica, košuta. Črka K. K kot krokodil. Krokodil je plazilec in je najbližji še živeči sorodnik ptic. Krokodili so živeli že v času dinozavrov. Ali menite, da krokodili lahko živijo v morju? A seveda, morski krokodili lahko živijo v rekah, jezerih, močvirjih in morju. Brez hrane lahko preživijo tudi celo leto. Wow, si predstavljate, da mi ne bi celo leto jedli? Jaz ne. Gremo naprej na naslednjo črko. L. L kot lev. Lev je velika mačka, ki živi v Afriki in v Aziji. Je zelo lena žival, saj počiva večino dneva. Za potomstvo in lov skrbijo levinje. Lev pa se ponaša z zelo imenitnim nazivom. Ali veste, s katerim? Kako levu rečemo z drugimi besedami? Lev ali kralj živali bo držalo. Gremo dalje. M. M kot medved. Medved je sesalec in spada med zveri. Medvedje obožujejo med. Čebele se pred njimi branijo s piki, ki pa medvedom zaradi goste dlake ne pridejo do živega. Ali veste, kdaj medved vendarle pobegne pred čebelo? Medved pobegne pred čebelo, kadar ga ta piči v smrček. Že smo pri črki N. N kot nosorog. Nosorog je samotarski sesalec, ki slabo vidi. Na svetu živi samo še eden samec severnega belega nosoroga, ki ga varuje vojska. Morda veste zakaj? Nosoroge ubijajo divji lovci zaradi njihovega roga. Če divji lovci ubijajo še zadnjega belega severnega nosoroga, bo ta vrsta nosorogov zavedno izumrla. Zato ga v Keniji, kjer živi, varuje vojska. Gremo naprej. Naslednja črka je črka O. O kot opica. Opica je ena izmed najpametnejših živali. Šimpanza je mogoče naučiti znakovnega jezika, s katerim se sporazumeva s človekom. Ali veste, katere živali še spadajo med najpametnejše na svetu? No, katere? Med najpametnejše živali na svetu spadajo opice, pujsi, podgane, vrane, sloni, veverice in hobotnice. Že smo pri črki P. P kot pižmovka. Pižmovka spada med glodavce in živi v bližini vode. Polovica njene velikosti predstavlja rep. Ali veste, koliko časa lahko pižmovka zdrži pod vodo? Pižmovka lahko pod vodo zdrži od 12 do 17 minut. Wow, to pa ni tako malo. To je približno toliko, kot traje en del risanke Pižamari, da si boste lažje predstavljali. Gremo dalje na črko R. R kot rak. Rak je členonožec, ki živi v rekah, potokih, jezerih, morjih in na kopnem. Morski raki so najštevilčnejša skupina rakov. Ali veste, kako morski raki najdejo najprimernejši življenjski prostor? Kaj mislite? Morski raki najdejo najprimernejši življenjski prostor s pomočjo sluha. Že smo pri črki S. S kot slon. Slon živi v Aziji in v Afriki. Afriškim slonom grozi izumrtje zaradi divjega lova. Ali veste, kako lahko sami prispevate k manjši ogroženosti afriških slonov? Le kako jim lahko priskočimo na pomoč? K manjši ogroženosti afriških slonov lahko prispevamo tako, da ne kupujemo izdelkov in nakita iz slonovine. Š kot štorklja. Štorklja je ptica jadralka in spada med močvirnike. Štorklje običajno gradijo zelo velika gnezda visoko nad tlemi, v katera se vedno znova vračajo.
Ali veste, v katerem delu Slovenije štorklje še posebej pogosto gnezdijo? Štorklje pogosto gnezdijo v Prekmurju. Bo držalo. Že smo pri črki T. T kot tiger. Tiger je samotarska mačka. Najredkejša vrsta tigra je beli tiger. Vsem vrstam tigra grozi izumrtje zaradi človekovega nespametnega ravnanja in poseganja v naravo. Ali tudi vi poznate kakšno ogroženo vrsto tigra? Najbolj poznani ogroženi vrsti sta sibirski in bengalski tiger. Tako veličastne in lepe živali so to. Res bi bilo škoda, če jih ne bi bilo več med nami. Gremo naprej na naslednjo črko. U. U kot uš. Uš spada med žuželke in zajedavce. Uši so brez kril. Bele uši prenašajo tudi nevarne bolezni, kot je na primer mrzlica. Ali morda veste, kako imenujemo jajčeca uši? Jajčeca uši imenujemo gnide. Gremo naprej na črko V. V kot vrana. Vrana je zelo inteligentna ptica in ima odličen spomin. Da bi prišla do hrane, uporablja tudi različno orodje. Ali morda veste, katera vrsta vrane je pri nas najpogostejša? Pri nas je najpogostejša siva vrana. Še zadnji dve črki sta nam ostali. Črka Z. Z kot zebra. Zebra spada v družino konjev in živi v Afriki. Zebre se rade zadržujejo v družbi antilop in žiraf, ne prenesejo pa bližine zeber in drugih vrst. Ali morda veste, kaj je posebnost zebrinih črt? Vsaka zebra ima drugačen vzorec črt, kar jo razlikuje od drugih zeber. In še zadnja črka v abecedi, to je črka Ž. Ž kot žirafa. Žirafa je najvišji živeči sesalec in živi samo v Afriki. Najraje se prehranjuje z listi akacije ali trnovega drevesa. Žirafa lahko z enim samim udarcem z nogo pokonča leva. Wow, kako je močna! Ali morda veste, zakaj se žirafe pri pitju vode razkoračijo? Veste, če se žirafe pri pitju vode ne bi razkoračile, bi si zlomile vrat. Zato se razkoračijo, da lahko pijejo. Tako, prišli smo do zadnje črke. Preden zatisnemo oči, pa še enkrat ponovimo abecedo od začetka do konca. A gremo skupaj? Mi boste pomagali? No pa dejte. A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z, Ž. Pa poskusimo še majčkeno hitreje. A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, Z, Ž. Odlično! Zdaj pa hitro oči zaprite, z mehko dekico se pokrite. Abecedo lahko še enkrat ponovite, potem pa v sladke sanje pobegnite. Objem, poljubček in lahko noč.